V avli gledališča Toneta Čufarja ponovno odpirajo razstavo, ki so jo tokrat pripravili Občinska knjižnica Jesenice, Gornjesavski muzej in pa Glasbena šola Jesenice. In sicer ta razstava je nekako posvečena kar 3 obletnicam v bistvu. Je domoznanstvo v mesecu septembru, je 150 let Kranjske industrijske družbe in seveda verjetno še kaj, kar nam bo pa pojasnila Nataša Kokošinek iz Občinske knjižnice na Jesenicah, sicer kustosinja. Nataša, dober dan, pozdravljena. Povejte, glede na to, da ste podnaslovili razstavo Stara Sava, razvedrilo, umetnost in kulturna dediščina, čeprav bi morala biti kulturna dediščina na prvem mestu, pa predstaviva to razstavo tukaj. Ja, res je. Torej, razstava je posvečena Stari Savi, ki združuje kulturno dediščino, umetnost in razvedrilo, kar so tudi osrednje 3 teme letošnjih dnevov Evropske kulturne dediščine. S temi temami pa smo nekako povezali tudi domoznanski september v gorenjskih knjižnicah. Stara Sava je spomenik državnega pomena od letošnjega leta, zato se nam je zdelo prav, da jo izpostavimo. Povezali smo se tudi z muzejem, predvsem gre tukaj tako za dediščino kot za umetnost, kajti muzej skrbi za Staro Savo kot upravljalec že dolga leta. Tudi sedež muzeja je nekje v 50 letih bil ustanovljen Tehniški muzej Železarne Jesenice s sedežem na Stari Savi in ta tradicija se nadaljuje. Muzej pa čaka na obnovo Ruardove graščine, kjer bo dobil nove prostore in v kateri bodo uredili nov železarski muzej. No, tretja tema pa je umetnost. Pri umetnosti pa smo se povezali z Glasbeno šolo Jesenice, ki domuje v obnovljeni kasarni. V obnovljeni kasarni seveda so ne samo glasbeni prostori, ampak tudi dvorana Lorenc in cel kup prireditev glasbenih, ki jih seveda lahko združimo s pojmom umetnost. Razvedrilo pa se nanaša na vse prostore na Stari Savi, še zlasti pa na prostore v Kolprnu, kjer se v zadnjih letih odvija veliko število kvalitetnih prireditev, ki jih obiskovalci radi obiščejo. In seveda na samem prostoru pa tudi poletni večeri gledališča Toneta Čufarja, seveda, če to dopušča vreme. Ja, vsekakor. Res je, Stara Sava je nekako začela živeti, postaja območje, kamor Jeseničani radi zahajajo, in to je pravzaprav tisti namen, s katerim se je obnova začela že v 60 letih, ko je prvi direktor muzeja, takrat gospod Miloš Magolič, za svojo ekipo sodelavcev narisal prvo skico in načrt, kako bi Staro Savo uredili v nek muzejski kompleks, kar danes je. Naj povem še to, da smo res pri tej razstavi združile moči tako 3 inštitucije, Občinska knjižnica Jesenice, Gornjesavski muzej Jesenice in Glasbena šola, in pa 4 strokovne sodelavke, avtorice razstave, poleg mene še Zdenka Torkar-Tahir iz Gornjesavskega muzeja Jesenice, Nina Hribar, prav tako iz muzeja, in pa Nina Jamar, ki je bila tukaj v dvojni vlogi Glasbene šole Jesenice in pa Občinske knjižnice Jesenice. Povejva še ta podatek, koliko časa bo ta razstava na ogled tukaj v avli gledališča Toneta Čufarja? Ja, razstava bo na ogled še praktično do konca meseca oktobra v terminu Dnevov Evropske kulturne dediščine.